V Slovenskem kulturnem in informacijskem centru Lipa v Monoštru se je odvijal čezmejni forum z naslovom Doživetja okusi zakladi, razvoj turizma na območju Slovenija-Madžarska. Namen tega dogodka je bil odkrivanje dobrih priložnosti, predstavitev novih praks, iskanje sinergij, pridobivanje informacij za vzpostavitev novih uspešnih partnerstev v sedanji finančni perspektivi, ki bo trajala do leta 2027. Več o čezmejnem sodelovanju v okviru Interreg programa nam je povedala Metka Lajnšček, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru. Čezmejno sodelovanje je zelo uspešno v okviru Interreg programa čezmejnega sodelovanja. Do zdaj je bilo že več uspešnih projektov izpeljanih v okviru dveh prejšnjih finančnih perspektiv. No, čakamo na nove razpise, ki bodo objavljeni v okviru nove finančne perspektive 2021-2027 in tudi s tem namenom, da odkrijemo priložnosti v novi finančni perspektivi, priložnosti čezmejnega sodelovanja s poudarkom na področju turizma, smo organizirali današnji čezmejni forum z naslovom Doživetja okusi zakladi, torej zato, ker smo prepričani, da ta čezmejna slovensko-madžarska regija ponuja izjemna doživetja, pestrost okusov in bogastvo zakladov, tako neokrnjene narave, kulturne, sakralne dediščine, zgodovinskih spomenikov. Torej, čezmejno sodelovanje poteka, ampak mislimo, da obstaja še veliko neizkoriščenih potencialov, ker ta regija ima številne skupne značilnosti, povezujejo jo neokrnjena narava, zdravilišča, terme, potem bogata kulturna, sakralna dediščina, tudi posebnost te pokrajine je verska, narodnostna pisanost prebivalstva, močna vez pa sta tudi obe narodni skupnosti, slovenska v Porabju in madžarska v Prekmurju. Porabje je bilo vrsto let zaprta pokrajina, vendar je po vstopu Slovenije in Madžarske v Evropsko unijo Porabje postalo zanimivo za izletnike. Slovenija in Madžarska na področju turizma mednarodno sodelujeta. Učinkovito čezmejno sodelovanje pa pripomore h krepitvi medsebojnih odnosov med državama na področju gospodarstva, turizma in politike. Učinkovito čezmejno sodelovanje, slovensko-madžarsko čezmejno sodelovanje pripomore tudi k krepitvi dvostranskih odnosov med državama na vseh področjih, na področju gospodarstva, turizma, krepi politične odnose, dobrososedske, partnerske odnose. Prav tako se na ta način vzpostavlja neka privlačna, atraktivna turistična regija, izboljšuje se kakovost življenja prebivalstva na tem območju, zato da je življenje bolj privlačno, da se lahko razvija podjetništvo, naložbe, zanimivo torej za naložbe, da prebivalci tukaj lahko ustvarjajo in delajo. Torej, zato tudi menimo, da je potrebno okrepiti sodelovanje, da je potrebno naslavljati skupaj izzive in vprašanja, ki zadevajo skupno slovensko-madžarsko čezmejno regijo. Turistično-informativni center Moravske Toplice že vrsto let sodeluje s Porabjem, tako kot na nacionalnem kot na mednarodnem nivoju v okviru različnih projektnih aktivnosti. V Turistično-informativnem centru se zavedajo, da je mednarodno sodelovanje zelo pomembno za razvoj turizma v prihodnosti. TIC Moravske Toplice že vrsto let sodeluje tako na nacionalnem kot mednarodnem nivoju z raznimi projektnimi aktivnostmi, tako z avstrijskimi kolegi, hrvaškimi in madžarskimi. Kot ste že omenili, tole sodelovanje z Madžari je že dolgotrajno. Vsekakor se bomo tudi v prihodnje v novi finančni perspektivi se bomo zavzemali za projektno sodelovanje. Vidimo pa tukaj zelo velik potencial na območju, to se pravi same destinacije Moravske Toplice, pa vse tja do Lentija. V bistvu je to dodana vrednost ne samo za samo destinacijo, ampak za celotno Pomurje, kajti ob teh projektnih aktivnostih in produktih, ki nastajajo potem pridobljenih iz projektov, mednarodnih projektov, je to zelo velika dodana vrednost in tudi mreža lokalnih ponudnikov je zelo dobro razvita. Po besedah Markele so priložnosti za sodelovanje in promocijo skupne slovensko-madžarske regije na področju turizma velike. Od leta 2014 do leta 2020 je bila perspektiva v celoti namenjena zelenemu turizmu, zato se je na podlagi tega razvilo veliko promocijskih paketov, povezalo se je tudi veliko turističnih ponudnikov in okrepilo zelo veliko turističnih storitev. Zdaj pa se počasi nagibamo
naslednji perspektivi, to pomeni v perspektivo 2014-2020, kjer turizem kot tak ni, bom rekel, izključna prioriteta. Več se bo delalo na povezovanju, na promociji, na vključevanju lokalnih ponudnikov in nekih takih trajnostnih rešitev, ne, ki ponujajo, rečemo, horizontalne, bom rekel, povezave turizmu, ne. Skratka, ko turist pride v neko regijo, na neko območje, verjetno ne želi ostati na enem mestu. To se je pokazalo skozi to zgodbo zelenega turizma. Ljudje radi kolesarijo, gredo kaj pogledati, pohodništvo, te zadeve se razvijajo z bliskovito hitrostjo. Regija kot taka pa še vedno caplja za tisto dodatno ponudbo, ne. In to dodatno ponudbo bi v okviru turistične prioritete radi razvijali tudi v prihodnje in jo hkrati seveda še bolj povezali. En velik, bom rekel, potencial, ki ga mi vidimo, je pa tudi tretja os programa, ki bo bolj namenjena v bistvu krepitvi zaupanja med ljudmi, ne samo v regiji, tudi širše. Tam pa spet želimo v bistvu podirati te meje v glavah, ne, da ne samo naši sosedje, ampak vsi, ki prihajajo, ne glede na religijo, ne glede na, bom rekel, državno poreklo, ne, so pač naši gostje in z njimi se je treba podružiti, bom rekel, pač nekako podreti to bariero, si začeti zaupati in narediti nekaj skupaj. Tako da v tistem delu pa si želimo nekako manjših projektov, ki bodo spet horizontalno pomagali na nek način tej turistični zgodbi. Kako učinkovito je izvajanje projektov na mednarodnem področju, Markela pove. Na programskem nivoju mi dosti sodelujemo tudi z drugimi programi, ne samo s tistimi, v katerih sodeluje Republika Slovenija. Se pravi, ne vem, smo v partnerstvu z avstrijsko-madžarskimi programi, z transnacionalnimi programi, skoraj vse evropsko, tako da bom rekel, na tem krovnem nivoju to sodelovanje obstaja. Ne nazadnje tudi skupen informacijski sistem za spremljanje projektov smo naredili, bom rekel, enotno, ravno za željo, da tudi upravičenci na trgu tega ne bi čutili in v bistvu se nam večkrat zgodi, da se kdo prijavi v naš sistem namesto v sistem drugega programa. Po drugi strani pa na nivoju, bom rekel, lokalnem nivoju, ne, pa se ti projekti pričenjajo povezovati. Zelo dolgo je trajalo, da je tista meja zaupanja se dejansko vzpostavila. Bil je čas, ko so ljudje en do drugega skrivali ideje, je bilo izredno težko postaviti neka partnerstva in so gradili, bom rekel, tisti, ki so pač nekako se bolje poznali od prej ali pa če so kdaj skupaj sodelovali, so uspeli prijaviti projekt. Danes pa vidimo, da v bistvu sami ne morejo, kar pomeni, da to mreženje dejansko prihaja do izraza in se en projekt navezuje na drugega, nekako poskušajo se povezati področja, ker turist ne vpraša, kaj je bilo z enega projekta in kaj je bilo z drugega projekta, ampak želi videti več pa doživeti, običajno v čim krajšem času. Zdaj naše analize kažejo, da se je število nočitev ne samo povečalo, ampak nam je bolj bistven tisti podatek, da je število nočitev, kako dolgo je posamezen gost ostal v regiji. Tudi ta del se je povečal, kar je nam v izredno spodbudo. Vse takrat turist tudi nekaj v regiji zapravi, kar pomeni, da lahko tudi ljudje normalno delajo, različne branže imajo plus od tega in to si želimo razvijati tudi v prihodnje. V okviru izvajanja projektov pa med seboj sodelujeta tudi Goričko in Porabje, ki sta med seboj izredno povezani. Gradnja infrastrukture, predelava hrane, ohranjanje kulturne dediščine in narave so dejavniki, ki obe regiji spodbujajo k nenehnemu razvoju. Več projektov smo izvajali na področju turizma in dosta smo naredili, ampak še nismo končali vsega tega dela, ker določene aktivnosti še moramo narediti, naprimer turistične poti moramo še označiti, kolesarske poti moramo še označiti in tudi moramo malo misliti na modernizacijo in
te aplikacije moramo enkrat narediti, da res v tem modernem svetu moramo misliti tudi na mlade, ne? Ker oni samo rabijo mobilni telefon in ne bodo več rabili zemljevide in na tem bi še delali naprej. Celotno Porabje se nahaja znotraj Narodnega parka Oršek, ki je del trideželnega parka Goričko-Rab-Oršek, kjer so na tem področju razvojne možnosti omejene, vendar se turizem vendarle na tem območju lahko razvija. Glede turizma moramo priznati, da vemo, Porabje je del Narodnega parka Oršek in kot del enega Narodnega parka dejansko so tvoje možnosti na področju razvoja zelo omejene. Turizem je eden izmed tistih, katerega lahko razvijamo, tako da lahko rečemo, da je tudi ena skočna deska za Porabje za nadaljni razvoj in prav to je bil tudi razlog, da v zadnjem času smo kar nekaj projektov izvedli na področju turizma. Projekti, ki so bili usmerjeni v to, da dobiš nove atrakcije v Porabje, nove nastanitvene kapacitete in seveda obogatiš obstoječo ponudbo, tisto, kaj ti lahko ponudiš turistu. Je pa treba vedeti, da Porabje je premalo in tisto, da lahko znajdeš na trgu turizma takrat, če imaš res gostu ponuditi, imaš eno bogato ponudbo. In tukaj naš cilj je, da skupaj z Goričkom razvijamo skupno turistično ponudbo, skupne pakete, da naše turiste napotimo na Goričko, v Slovenijo, tudi v sosednji Oršek, da dejansko res naj lahko rečemo, da lahko za turista, ki je teden dni tukaj pri nas, zagotovimo tako doživetje, da se bo on ponovno vrnil v Porabje. Prav zaradi tega smo veseli, da tudi nova finančna perspektiva bo imela kot prioriteto tudi razvoj turizma in sem mnenja, da na tem področju bomo še ogromno delali in izvedli razne skupne projekte. Gospodarska dejavnost je med porabskimi Slovenci majhna, kmetijske površine se zaraščajo, odseljevanje mlajših in staranje prebivalstva pa je posledica zamiranja kmetijstva. Dodatni problem pa predstavljajo še zaraščanje kmetijske površine. Da bi omilili zaraščanje kmetijskih površin, so postavili kmetiji za živinorejo, kateri trenutno obdelujeta te kmetijske površine, ti kmetje pa so dobili še dodatno podporo in pomoč v okviru projekta Ethos Land in registrirali dopolnilno dejavnost, tako da danes tržijo svoje izdelke. Upanje na še nadaljni razvoj na področju kmetijstva v prihodnosti po besedah Kovačeve še naprej ostaja. To je upanje na razvoj ekološkega kmetovanja v Porabju.